Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi vikend, posvečen veliki nagradi Kitajske. In kot običajno bomo tudi tokrat v uvodnem prispevku obdelali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Za razliko od drugih uvodnih prispevkov bomo današnjega začeli nekoliko drugače. Namreč danes smo izvedeli, da nas je Eddie Jordan zapustil. Novica ni bila nepričakovana, kajti po tistem, kar nam je bilo dano vedeti v preteklih mesecih, njegovo zdravstveno stanje je bilo vse prej kot optimistično. Ampak tu bi vas rad prosil, da kljub temu, da smo izgubili zagotovo velikana Formule 1, ga ne poveličujmo tako, kot so storili mnogi, ki v teh urah pišejo hvalnice nekomu, ki si tega pravzaprav ni želel. Eddie Jordan je bil eden izmed pravih lastnikov moštev Formule 1. Gusar, spreten poslovnež, ki v obraz ni gledal nikogar. Znana je zgodba iz leta 1991, ko je komaj prišel v Formulo 1 in je mislil svoj bolid imenovati Jordan 911. Ampak Porscheu to ni bilo všeč, ker bi spominjalo na njihov cestni avtomobil. Zato so ga povabili in skušali nekako dobiti kompromis. Sveda, Eddie Jordan jim je dejal, da bo kar nekaj stalo njegovo ekipo, če bodo morali zamenjati dobesedno vso dokumentacijo. In ko se je vrnil iz sestanka, je dobil kar za nekaj časa v uporabo novega Porsche 911. Jordani so se takrat začeli imenovati 191, stroške, ki jih je imela ekipa, pa so priče označile kot tisto, kar so stale nove nalepke. In tu lahko vidimo, kakšen je bil Eddie Jordan, ki je znal pobrati denar Mercedesa, zato da je debitiral pri njemu Michael Schumacher, da je znal pobrati denar od Michaela Schumacherja zato, da je prekinil pogodbo z njegovim bratom Ralfom in še bi lahko naštevali. Tudi kot komentator dogajanja Formule 1 je zmeraj rad bil v centru pozornosti z ekstravagantnimi izjavami ter podobno. In takega se ga moramo spominjati. Ne onega, ki nam ga opisujejo tisti dobro misleči in politično korektni. Ampak Eddie Jordan zagotovo ni bil dobro misleč, še najmanj pa politično korektni. Tako, sedaj po tem obveznem spominu velikana se lahko lotimo našega uvodnega prispevka. Kot običajno bo sestavljen iz 3 delov, iz tiste dirke iz preteklosti. Nato si bomo ogledali, kakšne so lastnosti proge v Šanghaju in na koncu, kot ponavadi, še kratka vremenska napoved. In danes se bomo vrnili v sezono 2018 na veliko nagrado Kitajske, ki lahko kaže sliko podobno oni, ki jo bomo videli čez nekaj dni na sami dirki za veliko nagrado. Na začetku sezone 2018 je bil, verjeli ali ne, Ferrari v tehnični prednosti pred Mercedesom. Dirka za veliko nagrado Kitajske je bila 3. na koledarju in Sebastian Vettel je imel v tistem trenutku 17 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom. In ne smemo pozabiti še na nekaj, da so pri Ferrariju zasedli na kvalifikacijah celotno prvo vrsto s Vettelom in Rajkom.
Valtteri Bottas in Lewis Hamilton sta bila na poziciji 3 pa 4 v drugi štartni vrsti in seveda v tretji Max Verstappen ter Daniel Ricciardo. Torej, videli smo razpored pravzaprav po moči posamezne ekipe. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Ampak na dirki se je zgodilo marsikaj. Namreč na samem startu je bil Sebastian Vettel kot običajno skorajda popoln. Odpeljal se je. Ampak Kimi Räikkönen je imel težave. Najprej ga je prehitel Bottas in nato še sam Verstappen. In tu se je pokazala situacija, ki do konca dirke je pokazala res zanimive rezultate. Najprej bi lahko dejali, da je bil Sebastian Vettel v prvem delu dirke recimo temu najboljši, najhitrejši, čeprav je Valtteri Bottas znal izkoristiti undercut in prišel mimo njega. Ampak na to se je zgodilo tisto, kar marsikdo ni znal predvideti niti v letu 2018. Nesreča med obema voznikoma skuderije Toro Rosso, Brandon Hartley in Pierre Gasly. To je povzročilo obdobje varnostnega avtomobila. In pri obeh Red Bullih so seveda izkoristili priložnost. Če sta oba voznika malce trpela, ko sta morala ostati več časa na progi, sta sedaj praktično dobila podarjen postanek. In v nadaljevanju smo lahko videli, da Max Verstappen tudi davnega leta 2018 je imel enake navade, enake hibe kot danes. Namreč v dvoboju z Sebastianom Vettelom je letega lepo pospremil izven proge. In tu bi lahko dejali, da je pravzaprav tako tudi Nemcu uničil dirko, kajti njegov Ferrari je bil poškodovan. Ampak pri vseh teh menjavah, pri vseh teh nepredvidenih dogodkih se je zgodilo, da je prišel na vrh Daniel Ricciardo, ki je Valtterija Bottasa dobesedno prehitel tik pred koncem dirke. Imel je malce bolj sveže pnevmatike in zato si je lahko privoščil seveda marsikaj. Na drugem mestu praktično drugi voznik samega Mercedesa. Na tretjem mestu pa Kimi Räikkönen. Lahko bi dejali, da pravzaprav velika nagrada Kitajske v sezoni 2018 je bila velika nagrada drugih voznikov. Vettel je dirko končal kot 8., Lewis Hamilton kot 4. in tu se je videlo pravzaprav, da te dirke ne smemo nikoli podcenjevati. A vidimo lahko, da danes, na začetku sezone 2025, je situacija rahlo podobna, čeprav imamo McLaren v tisti rahli tehnični prednosti, a videli bomo skupaj, kaj bo pokazala dirka. In tu seveda si bomo kot običajno najprej ogledali, kakšne so lastnosti proge. Če si sposodimo tisto znano tabelo Pirellija, bomo videli, da je tu izbor pnevmatik C2, C3 in C4. In to nam že pove, da bo lahko marsikaj bistveno bolj naporno, kot smo videli naprimer na veliki nagradi Avstralije. A ne smemo mimo nekega dejstva, namreč tega, da so preplastili celotno progo. Torej, kar se tiče lastnosti samega asfalta, so te nekoliko drugačne. Če primerjamo letošnjo in lansko situacijo, bomo videli, da kar se tiče pospeševanja, je zadeva enaka. 3 in 3, torej povprečna vrednost, tako lani kot letos. Kar se tiče samega oprijema asfalta, se je ta seveda zvišala, ker je nov in seveda nudi boljšo oporo. Ampak videli ste lahko na sami fotografiji, kako je asfalt gladek, zato njegova abrazivnost iz vrednosti 4 je zopet padla
na tisto povprečno 3. Evolucija proge je seveda pri tisti najvišji možni številki, torej petici, ker tu, bodimo iskreni, ni dosti dogajanja skozi celotno leto. Kar se tiče stresa pnevmatiki, je ta seveda 4. Bočne sile imajo prav tako isto vrednost in kar se tiče zaviranja, smo tudi tam skorajda pri vrhu. In kar se tiče pa aerodinamičnega oprijema, torej downforce, smo spet na tisti vrednosti, ki je povprečna, torej 3. Če si zopet malce pogledamo tudi tisti previsni kot, je na prednji osi določen na -3 stopinje, na zadnji osi pa na -1,75. Isto kot lani. Ampak ne smemo pozabiti tudi na minimalni tlak v pnevmatikah. In če pogledamo na prednji osi, je ta določen na 26,5 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa na 23 funtov na kvadratni palec. Že na prvi pogled dokaj visoke vrednosti. In kmalu bomo videli, zakaj. Ampak, če to primerjamo z lanskimi številkami, bomo videli, da na prednji osi se je tlak dvignil za pol funta na kvadratni palec, na zadnji osi pa na cel funt. Videli smo, da proga kot taka zahteva izjemno visoke bočne obremenitve. Tudi na skici Pirellija smo lahko videli, da bodo bočni pospeški tisti, ki bodo najbolj spravljali pnevmatike v težavo. Ampak tu imamo za vsako pnevmatiko njen temperaturni ciklus skozi krog. In če pogledate, kaj se dogaja na levi strani, boste videli ogromno nihanje med najvišjo in najnižjo temperaturo. Nihanje temperature v pnevmatikah pa enostavno pomeni, da bo ta dokaj hitro degradirala. Če boste nekje naleteli na podatke, da tudi tu lahko pričakujemo višjo obrabo, vas moram razočarati. Degradacija se bo pojavila bistveno prej, ko bo prišla obraba do tiste točke, ko bi kogarkoli moralo začeti skrbeti. Ampak leva stran pri pnevmatikah, torej spredaj in zadaj, zna biti zaradi same degradacije pod visoko obremenitvijo. Torej, zopet točka, o kateri moramo govoriti in seveda razumemo, zakaj se je tlak še dvignil v primerjavi z lanskim. Višji kot je tlak, nižje so same temperature v pnevmatikah. In poglejmo si še na kratko vremensko napoved. V petek in soboto sončno. Temperature v petek se bodo gibale med 10 in 23 stopinjami Celzija, v soboto med 11 in 25 stopinjami Celzija. Torej, lahko bi dejali, da kar se tiče napovedi za začetek vikenda, je v petek in soboto situacija skorajda identična. Ne smemo pozabiti, na veliki nagradi Kitajske bomo spremljali sprint. Torej, v petek bodo tiste kvalifikacije za sam sprint, v soboto zjutraj ta skrajšana oblika dirke in nato one kvalifikacije za samo nedeljsko veliko nagrado. Ampak v nedeljo obstaja možnost padavin. Temperatura bo med 13 in 26 stopinj. Torej, lahko bi dejali zopet podobno tistemu, kar smo videli v petek in soboto, malce višje, ampak ne toliko, da bi bilo bistveno. Ampak po različnih meteoroloških napovedih je možnost padavin med samo dirko, sedaj v trenutku, ko snemam ta prispevek, med 20 in celo 40 odstotkov. Torej, lahko bi dejali, da nekje v povprečju imamo tretjino možnosti, da se bo ponovila zgodba iz Avstralije. A kot ponavadi videli bomo skupaj. Kar se tiče tega uvodnega prispevka, kot ste dobro razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.